Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Konec je za Slovenijo sijajnega reprezentančnega premora in vrača se torej prva liga Telemach. Prva tekma po premoru pa obračun zadnje Rogaške in pa vodilnega Celja. Bobičanec med tem z napako, ampak Kovter jo popravlja, potem pa Kovter za Miliča, ki lahko poda v kazenski prostor. Milič, to je priložnost in gol! Na začetku 7. minute v izteku 6. je fantastično podal pred gol Milič in tam je bil dobro postavljen Edmilson, ki je izkoristil Korošec in Gradišar in to je priložnost za protinapad. Kovter že ima rumeni karton, zato mora biti previden in tole je bil zdaj zelo nespameten prekršek. Matej Juk mora sprejeti odločitev, najprej je kaznoval Pirtovška, potem pa še Kovtra. Pirtovšek je protestiral povsem brez potrebe, Kovter pa je tu zelo naivno odreagiral. Korošec po kratki kombinaciji, Majcenič zdaj še enkrat pri žogi. Majcenič pa poskus z glavo, čeprav se je tam zdelo, da bomo videli celo strel s škaricami in prvič se je moral izkazati z obrambo Matjaž Rozman. Pa ima priložnost, da skreira kakšen nevaren protinapad, ampak storil je napako. Brucev, Bobičanec, to je lahko nevarno. Bobičanec! Edmilson, vrata so prazna in gol! Sijajen strel Bobičanca, tam se je Baždarič izkazal z obrambo, potem pa odbita žoga do Edmilsona, ki je danes razpoložen. Zdaj ima še on težave, ampak vstal je, čeprav bi bilo morda celo bolje, da bi ostal na tleh. Karničnik proti oddaljenejši vratnici in gol! Tam je skok dobil Vukliševič, potem je tudi Edmilson bil pred golovo črto in mislim, da je to hat-trick. Baždarič je vstal, mislim, da če smo iskreni, povsem po nepotrebnem. Slatničani v drugem polčasu skušali priti do čudeža, tole je statistika nekaj malega Celja. Potem bil kasneje tudi mentor Modriču, pa tudi Eduardu. Medtem Benedičič odaleč in žoga mimo gola Metoda Jurharja. Zdaj se bosta borila Rantuša Lamprecht in Bajde odločno in tole je zdaj priložnost za 4. gol. Na pravem mestu Baždarič. Ostaja 3-0. Še pol minute do konca tekme, ki jo bodo Celjani zanesljivo dobili. Svetlin po podaji Bajdeta, Karničnik gre po desni strani in tole je zdaj priložnost za Celjane. Bajde, gol je prazen, kdo ga bo dosegel na koncu? Bizjak za 4-0. Domača publika razburjena. Tekme pa je konec, tule je še zadetek v ponovljenem posnetku. Karničnik za Bajdeta. Oskar Drobne, nekako nova, kar se tiče energije in napak, podobna tekma, kot je bila tista pred premorom proti Domžalam, predvsem prvi polčas. Kaj je manjkalo fantom, kaj se je zgodilo, kaj je šlo narobe? Pa ne vem, tekma imela več obrazov, zelo slab štart v tekmu. Načrta smo se sicer držali, ampak tam, kjer misliš, da si najmočnejši, potem poklekneš. To se nam je zgodilo po prvem golu. Nič, potem hitra izključitev celjskega igralca, na kar smo nekako, kaj da rečem, celo tekmo dominirali, igrali na postavljeno obrambo, ampak nedopustno je, da dobimo 3 gole z igralcem manj.
da nas takole skontrirajo, da ne držimo pozicije, da smo neodgovorni. Ja, nijemo kaj reči druga kot zaslužena zmaga, je pa čisto moja krivda. Ne? Čisto moja krivda. Prevzemam vso odgovornost, kajti jaz sem tisti, ki zbiram igralce, jaz sem tisti, ki stoji za rezultatom in danes sem se absolutno odločil za neprave igralce. Med reprezentančno pauzo ste dali intervju, da nekako izgubljate energijo, motivacijo zaradi tistih stvari, ki se dogajajo okrog kluba, ne samo jasno na tekmah. V kakšnem stanju bi zdaj ocenili, da je Oskar Drobne, koliko je motivacije, da dvignete ekipo in ostanete v ligi z njo ali dejansko razmišljate o slovesu? Vse manj. Zaradi tega, ker če mislijo, da so nekateri igralci prišli v Rogaško, da bodo ostali tukaj pol leta ali pa eno leto in se potem prodali, se ne bodo. Ne? Ravno zaradi teh igralcev bom ostal in bodo mogli prekleto več pokazati na treningu in na tekmah, če bodo hoteli še dobiti svoje minute. Zdaj ne govorimo, zdaj ni v nekem velikem številu igralcev. Jaz točno vem, za koga se gre. Je pa tako, da normalno v slabih rezultatih vedno pride do izraza trener. Mi smo se zmenili, da več se ne bomo ukvarjali s temi stvarmi, ki se je ukvarjala Nogometna zveza. Nam je jasno in glasno pokazala, kdo je šef nogometa v Sloveniji. S to odločitvijo, ki so jo sprejeli, so vsem pokazali, da lahko lepo gremo vsi rakom žvižga, da oni, čeprav bodo naredili kaj narobe, bo še vedno njihov veljala, tako da smo se odločili, da ne bomo več pogrevali teh stvari in gremo dalje. Kaj čemo? Nimamo kaj druga. Nov teden, nova priprava, nova tekma, gremo dalje. Damir, čestitke za zmago, ampak vseeno pa greva najprej tisti prvi polčas po vodstvu. Tako je rdeči karton, potem še poškodba Rozmana. Ne glede na to, da ste dobili prvi polčas 3-0, pa se zdi, da vam Rogaška glede ene sreće ni usvojena. Primam čestitku od vas i šaljem ju dalje unutra u slačionicu. Odličan odziv momčadi, osobito nakon tog isključenja. To je to, to je tim. Kad je jedan igrač u problemu, kada jedan igrač napravi, nazovi glupost, da ga cijeli tim izvadi. Imali smo svemu tome i sreće, ali sreća prati hrabre. Znači, dobro smo se postavili, kažem, već 1-0, rano vodstvo. Igrač manje sigurno da nije lagano. Nije lagano niti energetski, ni potrošnjom, nije lagano ni pokret te prostore kada momčad ima igrača više. Mi tu izuzetno dobri, pametni u tranziciji, došli do 2-0, 3-0, nakon toga u drugom poluvremenu praktički to samo pametno priveli kraju, ali ni to drugo poluvrijeme nije za bacit zaista. Opet dobra defanzivna struktura, dobro trošenje cijele momčadi, dobro trčanje, dobar duel. Bilo je tu naravno i prigoda i poluprigoda. Kažem, puno nesreće u jednoj utakmici, ali smo ju na kraju jako dobro izvukli. Koliko težav bo imel zdaj Kouter? Ne vrača se Popovič s tole neumnostjo, si ga zagotovo ne boste ohranili v najlepšem spominu. Ste vedeli, da bo šel tako ostro? Zelo ste bili jezni ob robu igrišča. Zares je delovalo neumno vse skupaj. Je. I u jednu ruku razumijem kada si u nekakvoj energetskoj tenziji, u nekakvoj mentalnoj tenziji da jednostavno napraviš takav faul, ali kažem, mislim da je trebalo imati malo više pameti, ali ok, momčad je izvadila Koutera i to bit će zahvalan momčadi, platit će jedan catering i to ćemo tako prebroditi. Naravno, izgubio je sad poziciju momčadi do daljnjeg, naravno isključivo radi tog crvenog kartona, ali to je ona draž koju nogomet i nogometna momčad nosi. Koga nema, toga se treba nadoknaditi, drugi dobivaju šansu. Popović nije upitan, Popović je naš igrač, stožerni igrač, sigurno da ga danas nismo trošili s obzirom da smo trebali drugačiji profil igrača, ali sigurno da će sada zaista dobiti prigodu, polako ulaziti u momčad i veliko je bogatstvo kad takvog igrača imate u svojoj momčadi. Napadalci pa se zelo borijo za prvo mesto. Edmilson, hat-trick, Bajde je bil zelo motiviran, Bizak je dosegel gol po asistenci Bajdeta. To vas najverjetneje veseli ob odsotnosti Matka, da so igralci tako željni pred golom. Sigurno da je i zaista taj njihov odziv isto tako veseli. Edi
potrošio se jako, nagradilo ga je to, trčao je dubinu, tražio je dobro prostore, nagradilo ga je i sa tri gola, znači šta reći više. I Bajde i Bizjak, fantastičan ulazak iz klupe i to moram reći, na prvom, drugom sastanku pokušao sam objasniti momčadi da zaista za mene najveća vrijednost su igrači 12, 13, 14, 15, 16, znači onih 5 koji ulazi, oni su ti koji često mogu preokrenuti utakmicu ili zadržati utakmicu ili ne daj Bože slabim ulaskom preokrenuti utakmicu u nešto loše. Znači, zaista su mi to ključni igrači i vjerujem dok će svi tako razmišljati da je onih 2 minute kada dobe, da ih junački potroše, da ih junački iskoriste, da ćemo svi skupa biti bolji. Rok Pirtošek, zelo zahtevna tekma. Kapetansko je seveda stopiti tudi pred mikrofon po takšnem porazu. Bili ste, delovalo je, kot da ste edini motivirani tam v 80 minuti, da bi prišli vse do častnega gola. Kaj vse je šlo narobe danes? Prvi polčas je šlo vse narobe. Najprej bi se rad opravičil navijačem danes našim za to predstavo, res izpod bilo kakršnega nivoja. Prijeti 3 zadetke z igralcem manj je nedopustno, igrati 70 minut z igralcem več in si ne pripraviti nekih pravih priložnosti je res slabo, ampak ja, slaba tekma zelo od prve do zadnje minute in treba se pripraviti na Maribor. Kaj je morda vzelo nek fokus igralcem, tudi vso dogajanje, tudi morda intervju trenerja, da izgublja motivacijo? Kje vidite razloge za to? Pa ne bi se s tem strinjal, mi se s tem ne obremenjujemo. Na nas igralcih je, da delamo svoj posel, zato smo plačani. Za nas je, da pokažemo na igrišču, da smo pripravljeni, da smo sposobni igrati v prvi ligi in moramo dati glave skupaj in se poboljšati za naslednje tekme. Nino Milić, zelo zanesljiva zmaga, 4-0 na koncu, za vas pa tudi dobra predstava, kar se tiče tudi v igri 11-11, 11-10, asistenca, kako ste videli vse skupaj? Ja, mislim, da smo dobro začeli tekmo, smo bili podjetnejši, potem smo hitro zabili gol, potem nas tudi tisti rdeči karton nas ni vrgel z ritma, smo nadaljevali in potem se dobili drugega, tretjega in četrtega in potem samo delali v obrambi in držali rezultat. Zdi se, da vas menjava trenerja ni vrgla iz ritma, vse tako je bilo videti z komentatorskega mesta. Kako ste vi videli to dogajanje v zadnjih dneh, čeprav vem, da ste bili na reprezentančni pauzi, ampak kakšno je bilo nekako vzdušje, ko ste se vrnili? Ja, mislim, vzdušje je bilo super, trener ni veliko spreminjal, kar je tudi rekel. Nekako smo obdržali te stvari, kaj smo že prej delali in pač še dodali te stvari, kaj nam je trener povedal, tako da mislim, da smo se dobro navadili in prilagodili.